Leja Zlodej iz Ljudske univerze na Jesenicah, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Kako v Ljudski univerzi skrbite za starejšo populacijo, za izobraževanje? Pri nas že 11. leto poteka Univerza za starejše, kamor so vključeni seveda starejši, to se pravi upokojenci in tisti, ki so aktivni in željni pridobivanja znanja. Zdaj trenutno imamo pri nas 7 sekcij, to se pravi, da se udeleženci lahko vključijo v kreativnost, v umsko vadbo, geografijo, umetnostno zgodovino, zdravje, šport in pa kulturno dediščino. Predavanja potekajo 2-krat na mesec za vsako sekcijo po 3 šolske ure, tako da v bistvu v enem letu udeleženci lahko dobijo tudi 500 izobraževalnih ur. So starejši dovolj aktivni za izobraževanje ali bi lahko primerjali mlajšo populacijo in starejšo populacijo? Kdo ima pravzaprav več energije, več zanosa? Jaz mislim, da vsekakor starejši, zato ker se v bistvu izobraževanje vključijo zaradi lastnih interesov. To se pravi, ne potrebujejo nobene izobrazbe, nobenih izpitov, ampak se vključijo res v tista pridobivanja znanja, ki njih zanimajo oziroma za katere prej mogoče niso imeli časa, da bi se vanje vključili. Je pa tudi en zelo v bistvu pomemben moment, to je pa tudi socialno druženje. Širjenje socialne mreže, to se pravi, da grejo od doma, pridobivanju znanja, hkrati pa še poklepetajo, se imajo fajn, čas jim drugače mine. No, pravkar pa pri vas na Ljudski univerzi poteka izobraževanje o kulturni dediščini, na kateri predava Nataša Kokošinek iz občinske knjižnice na Jesenicah. Je to res? Tako je, Nataša je naša zunanja sodelavka in že od vsega začetka vodi sekcijo kulturna dediščina, ki se je kasneje pridružila tudi gospa Mija Ogrin, ki pokriva področje arheologije. Trenutno pa udeleženci spoznavajo Poljansko dolino. Vi ste že aktivni pri društvu upokojencev, našla pa sem vas tukaj pri Ljudski univerzi za 3. življenjsko obdobje pri izobraževanju odraslih in tokrat je vaša tema Poljanska dolina. Jo poznate? Ja, zelo dobro poznam, zaradi tega, ker jaz sem delal v rudniku Rana-Žirovski vrh, tako da sem jo moral spoznati, namreč bil sem zadolžen za skrb za varstvo okolja in potem tudi življenjske razmere v samem rudniku, tako da sem veliko bil na terenu in sem dobro poznal tole Poljansko dolino. Zagotovo pa v vaši skupini ni nikogar tukaj v razredu, ki ne bi poznal zelo znane Tavčarjeve Cvetje v jeseni. V to sem prepričan, pa tudi mislim, da glede na to, da je Poljanska dolina relativno zelo poznana, da so jo tudi obiskali in da jo poznajo. Tudi kolikor se zgovarjamo, mislim, vidim, da poznajo to Poljansko dolino. Kaj vas še navdušuje v Poljanski dolini? Ja, ekološke kmetije zagotovo. No, to ne poznam toliko, ampak zanimiva sama geografija je, ker tam imaš v bistvu vasi na hribih, vrh vsega so posamezne kmetije razmetane med gozdom. Čisto nekaj taka svojevrstna pokrajina je, potem so zanimive tudi cerkve, ki so praktično na vsakem griču, pa je rekel, otožna in hkrati vesela pokrajina je to in taka res, da se dobro počutiš, kako da ima samo v sebi veliko energije. Hvala lepa. Nataša, vi predavate tokrat slušateljem na Ljudski univerzi Jesenice o Poljanski dolini, ki je poznana, o ekoloških kmetijah, najbolj pa verjetno o Ivanu Tavčarju, ki se je rodil na Visokem prav v Poljanski dolini. Ja, res je. Morda najprej par besed, zakaj smo pravzaprav izbrali Poljansko dolino. Že od vsega začetka, to bo zdaj že 10 let, ko smo se odločili, da si pobližje ogledamo kulturno dediščino Gorenjske, smo začeli v naših domačih krajih, potem smo se sprehodili celo nekoliko čez mejo v Kanalsko dolino in v času epidemije se usmerili spet v domače kraje proti Kranju in Poljanski dolini.
Tako smo že obiskali Škofjo Loko, Visoko in zdaj smo nekje na našem sprehodu po kulturni dediščini, prav v krajih, kjer je doma Tavčarjeva povest Cvetje v jeseni. Torej v Gorenji dolini, Žetini in krajih pod Blegošem. Kakšno je zanimanje za slušateljev, za izobraževanje po regijah, lahko rečeva, konec koncev, Poljanska dolina je tudi gorenjska regija, Sevška dolina in tako dalje. Ja, res je, da smo pravzaprav v preteklosti večkrat razmišljali že ob različnih prireditvah, kakšen bi bil odziv slušateljev in obiskovalcev še tedanjih teh prireditev, če se lotimo in predstavimo v okviru predavanj našo ožjo domovino pravzaprav. Tako smo se poskusno lotili predavanj in predstavitve kulturne dediščine, tako premične kot nepremične, kot nesnovne, pa tudi turistične ponudbe in izkazalo se je, da je to pravi način. Odziv je bil odličen in še danes je odličen. To je, mislim, da najbolj obiskana skupina na Tretji življenjski univerzi. Res pa je, da popestrimo svoja predavanja tudi z ekskurzijami, ki so zdaj bile malo manj okrnjene, se jih je dogajalo malo manj zaradi okoliščin. Zdaj pa smo se odločili, da nadoknadimo ta zaostanek. Lahko tako rečemo, COVID-19 je vse skupaj postavil na glavo. Ja, res je, COVID-19 je postavil vse skupaj na glavo, ampak ravno kulturni dediščini nas to ni tako presenetilo, ker smo pri zgodovini različnih krajev večkrat ugotovili, kako je v zgodovini epidemija, predvsem kuge, že postavila stvari na glavo, pa ne nazadnje tudi španska gripa 100 let nazaj. Tako da pravzaprav to, kar se nam dogaja, ni nič novega, novega je za nas, ki pač živimo tistih svojih 80-90 let. Pa še to, že veste, kaj bo naslednja tema? Ja, zdaj se bomo sprehodili še proti Žirem in tam zaključili letošnje šolsko leto. Za naprej pa se bomo skupaj dogovorili, tako kot naredimo vsako leto. Hvala, Nataša, za vaše odgovore. Hvala tudi vam.